Lepo pozdravljeni. Danes je z nami Jurij Švagelj iz sklada Silva. Zdaj, če še niste slišali za sklad Silva, naj vam povem, da gre za društvo za kakovostno življenje ljudi s posebnimi potrebami. Lepo pozdravljeni. Me veseli, da ste nas poklicali. Z velikim veseljem. Želela pa bi najprej spregovoriti z vami, pravzaprav pravite, da zdaj se odvijajo neke prenove pri vas, ampak za začetek bi se morebiti vrnila kar v vaše začetke. Če prav razumem, ste bili sami zraven že od začetka? Ne čist 2 leti pozneje. Jaz sem namreč bil pomorščak, pa nisem bil doma, ne. Tako da, ko sem šel v penzijo, so me takoj zagrabili. In dejansko nisem šel niti v penzijo, ne. Ker sem pač en nov izziv, se podal na en nov izziv, ne. Sicer že kar poznan, ne, ker imam sina z Downovim sindromom, ampak nisem pa poznal teh organizacij, pa teh zadev, to mi je bilo malo tuje, ne. Ampak sem se hitro vpeljal not. Mogoče veste, zakaj se je torej začelo s samim društvom? Je bilo zaradi tega, ker podobnih organizacij na tem območju takrat ni bilo? Ja, deloma. Dejansko pa starši so se takrat zamislili na obali, ena skupina staršev se je zamislila, kaj bo z njihovimi otroci, ko njih več ne bo. Ker ni bilo nobenih takih inštitucij, ki bi vzeli v varstvo take otroke po smrti staršev, ne. No, in so rekli, da bi dali, pravzaprav eden od staršev je imel hišo gor na Pirogi, staro hišo, in je rekel, da on bi dal to hišo za te otroke, da bi gor naredili eno stanovanjsko skupnost, ne. No, pogoj je bil, da ne bo več kot 4 ljudi gor, ne, bivalo. Med temi tudi njihova hčerka, ne. No, potem se je izkazalo, da bi bili to kar veliki stroški za 4 ljudi, ker to je treba 24-urno varstvo in pač oddaljeno od centrov, od Kopra, od Izole, od povsod, ne, ker pa dostava hrane, ali bi gor kuhali, pa mora imeti kuharja, ali kako, mislim, en kup te logistike, ki bi celo zadevo podražila, in kdo bi to financiral, ne, starši ne bi mogli, ne. In no, potem so se, najprej so ustanovili, no, društvo še ni bilo čisto ustanovljeno, ampak že so se zametki že kazali, in so začeli zbirati sredstva za prenovo hiše. Sredstva so se zbirala na društvo Sožitje. No, potem so na Zvezo Sožitje v Ljubljani so nekako dali pobudo, da bi ta zveza prevzela to hišo in bi oni ustanovili eno stanovanjsko skupnost. No, ko so prišli iz Sožitja na ogled, predsednik in direktor Sožitja, so rekli, da niso zainteresirani za to, ne. Potem so ti starši ponudili Karitasu, da bi Karitas prevzel pa ustanovil stanovanjsko skupnost. No, Karitas tudi ni bil zainteresiran. Starši niso vedeli, kaj, in so ustanovili pol društvo, sklad Silva, ki se imenuje po njihovih hčeri, ne. In pač so začeli zbirati sredstva in začeli z obnovo hiše, ne. No, in jaz sem prišel 97. leta v to društvo in so me takoj predlagali za predsednika. Jaz sem rekel, ampak jaz bi še kakšno leto ploval, ma so rekli, saj boš lahko ploval, ni problem, ne, kje pa ni bilo govora, ne. In tako sem pol prevzel to društvo in se zagnal v to
tudi precej sredstev sem svojih pač porabil, vožnje so bile v Ljubljano sem in tja, ne, uporaba avta in tako naprej, da je bilo kar utrujajoče, ne, ampak takrat sem bil še mlajši, ne, pa poln elana še, ne, pa z ladje prišel pa še tak poln energije, ne, ki je zdaj ni več, ne. In no, potem sem začel s tem društvom, jaz sem takoj naredil pol en tak finančni načrt, koliko bi to stalo, če bi gor bila stanovanjska skupnost, ne. To je bilo precej drago, ne, precej drago. In smo pol rekli, dajmo pač te razne aktivnosti. Imeli smo eno strokovno vodjo, ki zdaj je že v Ljubljani, je že tudi v pokoju. Ona je bila glavni ona je začela s temi programi in tako naprej, ne. Ker mi nismo vedeli kako, ne, in tako smo se tam kar nekaj naučili, ne. In no, pol smo ustanovili to društvo in je to društvo začelo delovati, smo dobili nekaj sredstev od občin, nekaj od ministrstva in tako, nekaj je bilo in smo nekako zagnali in 97. leta smo tudi dobili nov kombi od nekega programa Faros takrat, ne. In ta kombi je seveda prav prišel, ker so morali imeti nek prevoz na Pirogo, ne. In no, tako je šlo to naprej. Potem smo kupili drugi kombi, razširili programe in tako je pol se nadaljevalo. Pol smo se vklopili v financiranje Fundacije za financiranje invalidsko-humanitarnih organizacij, skrajšano je FIHO, in se prijavili tudi na ministrstvo z našimi programi. In tako smo začeli pridobivati sredstva tudi za zaposlene, da so lahko nekoga zaposlili, ker sami nismo mogli, ne, in smo začeli z dvemi, no zdaj imamo že 6-7 zaposlenih, ne. Tako da in zadeve tečejo naprej, društvo je že pridobilo tudi mislim, je se nekako prepoznal v Sloveniji, ga poznajo in vejo, za kaj se gre. In smo dejansko še vedno imamo te programe, ki so razvojni oziroma inovativni, no, novi, tako rekoč v tem področju, na tem področju, ne. Tako je to začelo in gre in laufa naprej. Torej ta stanovanjska hiša v Pirogi je zdaj v uporabi, ste jo uspeli urediti? Ja, zdaj smo jo čisto uredili, mogoče kakšne malenkosti manjkajo, ne, ampak smo jo prenovili, najprej smo jo odkupili 2008, ne, že prej so starši prenovljali, prej sem jaz prišel s prostovoljnim delom in tako pa so pomagali podjetniki z materialom, delavci in tako naprej, da se je prenovila delno, ne. In no, potem smo mi nadaljevali, 2008 smo jo odkupili, namreč lastnik je 2006 je umrl, potem je njegov sin nasledil to domačijo, ne. In on je razmišljal, kaj bi, potem je nam ponudil odkup. In smo jo odkupili 2008 za 100.000 evrov. In to smo zbrali v 8 mesecih, kar je bil takrat uspeh, ne, ampak zdaj ne bi mogli več brati, ne, v današnjih časih ni govora. In glavnem, začeli smo s prenovo, nam je veliko pomagal FIHO, smo se prijavili vsako leto na razpise, tudi za obnovo hiše, ne, in so nam pomagali pri odkupu in potem tudi pri obnavljanju, kar nekaj let so dali po, ne vem, določene vsote, da smo lahko prenavljali. Pa smo pa
zbirali tudi prostovoljne prispevke, pa sponzorje smo našli in tako naprej. Takrat je bilo to dosti lažje kot danes. In moram reči, da smo uspeli 100% obnoviti čist. In samo hišo in okolico, dvorišče, vse. Ja. Kaj pa torej tisti, ki niso v hiši? Govorili ste o že programih, ki jih tudi sicer izvajate. Kaj so torej te ostale dejavnosti? Ja, programov imamo več. Recimo, eden pomembnih programov je bivanje na Firogi. To je skupina 6 do 7 ljudi in 2 spremljevalca, ki so po 3 dni gor na Firogi. To se učijo enega normalnega življenja, bi rekel človek, ampak normalno, kaj je normalno. Pač vsakdanjega življenja, ki je pač tudi v družinah. Ker starši, moramo reči, raje vidijo, da nič ne delajo, kot da delajo ti otroci. Ampak mi smo ugotovili, da lahko marsikaj naredijo. Odvisno pač od stopnje in tako naprej. Zakaj pa starši si želijo, da ne bi nič delali, v tem smislu, da se jim ne bi kaj zgodilo? Ja, da ne bi razbili krožnike, da ne bi to, da ne bi ono. Čeprav nekateri stijo, da delajo, ampak. No in potem ta drugi program je pa urgentno bivanje. To je, če nekateri starši pač rabijo par dni, grejo, tudi če grejo na dopust, da so enkrat relaksirani na dopustu, da ni treba, da skrbijo še takrat za tega otroka, hčerko, sina. Jih mi vzamemo gor, recimo, da grejo tudi v bolnico ali pa bolani ali pa karkoli. Mi vzamemo te otroke gor in so gor po en teden, po 10 dni, koliko je pač potrebno, da so starši brez skrbi. No, imamo tudi 2 kombija zdaj, in drug program so prevozi, če kdo rabi, uporabi tudi naš kombi, ampak največ uporabljamo sami za prevažati od doma do Firoge, ali pa iz delavnice, kjerkoli so, jih poberemo in so gor. En program, kjer so ti uporabniki naši, so gor popoldan. Je ena skupina 7 ali pa tudi 14. In gor se ukvarjajo z raznimi, recimo, ne vem, raznimi dejavnostmi, ali telovadbijo, hodijo na izlete, hodijo okoli po okolici, ne vem, rišejo, pišejo, vse to delajo. Tam gor imajo tudi en obrok in so zadovoljni. Koliko pa jih je v skupini? V skupini jih je po 7 jih je v eni skupini. 7 zato, ker je kombi ima 8 sedežev, šofer plus 7, 9 sedežev, V glavnem, šofer pa spremljevalec pa 7 uporabnikov, tako je 9 ljudi, Pa sicer organizaciji, kot ste sami, veliko tukaj naokoli. Zdi se, da je ravno iz te potrebe, da očitno, da lahko tudi ljudje s posebnimi potrebami torej se nekje družijo, imajo določene delavnice, da ravno to je manjkalo. Ali je zdaj kaj drugače od takrat, ko se je? Absolutno, zelo drugače. Mi smo jih začeli voziti okoli, recimo po Kopru, po Izoli, kjerkoli, pa smo šli tudi na izlete, gremo na Kras ali pa kamorkoli. Da so ti ljudje prepoznavni, da jih ljudje prepoznajo, da vejo, da so tudi oni na svetu, ker prej so jih precej skrivali starši.
In moram reči, da smo kar lepo uspeli s tem prepoznavanjem enega drugega sveta, ne bi rekel. Ne. Pa se spomnite, naprimer, sami, za razliko od 90-ih. V 90-ih so še posebej ostro ločili tudi šolski sistem, naprimer. Zdaj naj bi imel vsak pravico do šolanja v domačem kraju, torej na najbližji šoli. Kako pa je s tem v praksi, verjetno tudi z ostalimi starši, kaj govorite o tem? Jaz sem za to šolanje malo skeptičen, ne? Ker to so tako različne stopnje razvitosti teh ljudi, da vsi ne morejo v šolo. Ne? Jaz imam sina, ki ima Downov sindrom, on nerazumljivo govori. Ne? Jaz ga razumem, ker pač živim z njim in znam njegove navade in kaj ima rad, kaj nima rad in tako naprej. Drugače pa zelo prijeten, ne? Grozno ima rad muziko in tako naprej, ampak on ni za v šolo. Ne? In zdaj, kje je ta meja, kdo gre lahko v šolo, kdo ne? In tudi zdaj kar nekaj zatišja okoli se šolanja teh ljudi. Jaz ne vem, več se o tem ne govori. Ne vem, ali so, ali hodijo v šole, ne hodijo. Nekako nismo s tem seznanjeni in tudi nismo raziskovali, pač ker enostavno mislimo, da ne vem, ali bi bili za šolo, ali ne bi bili za šolo. Jaz ne vem, jaz sem malo skeptičen, ne, mogoče se motim, ne. Strokovnjaki bi rekli, da nimam prav, ne, ampak. Pa vaš sin, recimo, je obiskoval šolo? Ne. Ne? On je obiskoval šolo v Strunjanu kar nekaj let in naučil se pisati. Pozna črke, tiskane, ne? In naučil se je marsikaj tako, ne? Ampak drugače pa, da bi kaj delal od tega, pa ne. Ja, je pač kar huda stopnja Downovega sindroma, ne. Ampak, ne vem, jaz kar poznam nekaj teh ljudi z Downovim sindromom, ne. To so vsi tako prijetni ljudje, neverjetno, ne. Neverjetno, taki ljubeznivi, ne vem, radi imajo ljudi, vsakega pozdravijo, pa dajo roko, pa tudi ljubčka, pa tako, čeprav moški moškemu, ne, ampak to je njihov pač način, ne. Ja. Ja, saj nekateri pravijo, da tudi naprimer organizacija Sonček, da ravno ljudje z Downovim sindromom res narišejo nasmeh na usta ostalih, pogosto zaradi tega, ker mogoče ravno tisto, kar se mi zdi, da zgodi pri ostalih, ker mogoče preveč razmišljajo, pa potem pridejo ven tudi čustva, kot so zavist, ljubosumje in podobno, da pri ljudeh z Downovim sindromom tega ni opaziti. Ne, ja, tako je. So, kako bi rekel, nimajo nobene teh negativnih lastnosti, kot so zavist, pa ne vem, škodoželjnost ali oni imajo vse ljudi radi, ne. Brez obzira, kako izgleda, kakšen je, ne. In seveda tudi ga ne poznajo, ne, ga ne poznajo psiho, kakšen človek je to, ne, lahko je tudi kriminalec, pa ga bojo vseeno radi, ne. To je, mislim, to je čist nek drug svet, ne, ki žal ga ni, ne, preveč pri nas na tem svetu. Bi se morali tudi sami kaj naučiti, namesto da se njih učimo. Pa vseeno naj vas vprašam, ker zdi se, da je to skok v neznano, ko takole starša izvesta, vaš otrok ima Downov sindrom. Ja. Vas je bilo takrat kaj strah, ko ste za to izvedeli? Ne, bil sem šokiran, ne. Predvsem sem bil šokiran, ko sem prišel rodil se v Kopru, zdaj ima že 52 let, ne. In to je ta mlajši od 3 otrok, ne. In sem prišel na obisk, drug dan, ko je žena rodila, pridem sem
in srečam doktorja, ne. In vprašam, kako je. A veste, kaj mi je rekel? Bolj bi bilo, da bi umrl. To me je tako šokiralo. Bolj me je to šokiralo, kot pa spoznanje, da ima Downov sindrom, ne. Ker en zdravnik si ne bi smel tega privoščiti, ne. Ampak, dobro, ta doktor je že zdavnaj pokojnik, že takrat je bil starejši, ne, tako da, ampak ne bom povedal imena, ker ni fair, niti lepo, ne, ampak to me je prav res prizadelo, ne. Se pravi, predstavljam si, da vam potem niso ravno ponudili kaj pomoči pri spoznavanju bolezni, ki se skriva za to diagnozo? Sicer je bil, koliko se lani, en teden niti ne, v bolnici pa sta prišla domov, tako da, ne. In so pa veliko pomagali, jaz sem pač bil pomorščak, veliko odsoten, ne. Ta starejši sin, ki ima dan 57 let, je že pred takrat je veliko pomagal moji ženi, ne. Ker žena je precej bolana in tako, pa hčerka je moja mlajša, no, zdaj ima 54 let. In 54, ja. In je bila, njihova pomoč je bila zelo dobrodošla, pa ne samo to. Žena jih je tudi izobrazila v tem smislu, da so tega brata sprijeli in še zdaj se imajo vsi zelo radi. Ne. To je pa zasluga moje žene, da jih je tako vzgojila, ne. Nikoli jih ni bilo nerodno z njimi ven ali kamorkoli, ne. In še zdaj. Kako pa v okviru širše skupnosti sosedov? Ste imeli mogoče kakšne konflikte z njimi? So bili tudi oni kdaj priskočili na pomoč? Nikoli. Da bi priskočili na pomoč, zelo malo ali pa skoraj da ne. Skoraj da ne, drugače, niti toliko ne vem, ker sem bil skozi odsoten, ne. Tudi po eno leto me ni bilo, ne. No, sem mislila v tem smislu, omenili ste, da so včasih otroke z Downovim sindromom skrivali celo. Ja, še zdaj se dogaja, zelo redko, ampak zdaj ni dolgo so odkrili, da je ena mama imela sina, koliko je bil, okoli 50 let star, skozi zaprtega not. To pri nas se je to zgodilo v Sloveniji? Ja, pri nas, ne vem kje. In mislim, to je, v današnjem času je to neverjetno, ne, da se kaj takega zgodi. Ker danes je svet odprt, širša skupnost pozna te ljudi zdaj, ni več tabu, kot so bili včasih, ne, pa so se jih izogibali, ne. Ampak se vam vseeno zdi, da mogoče bi lahko, ker družba je pregovorno, smo zdaj postali bolj odprta družba, vseeno se še vedno marsikatere delitve dogajajo, ampak se vam zdi, da je mogoče dovolj tudi informacij o tem, naprimer, kako ravnati, naprimer, z otrokom z Downovim sindromom? Jaz bi rekel, da informacij je kar premalo, ne. Sicer so glasila, ki jih izdajajo društva, pa zveze društva, recimo Sonček, pa Sožitje, pa to, ne, pa izdajajo neke publikacije in tako naprej, ampak to ne pride v širšo javnost, ne. In meni se zdi, da tukaj je smo malo zavrti v tem smislu, ne, ampak ni pač tako zaenkrat, kaj je s tem. Ampak vseeno je pa družba dosti bolj odprta, kot je bila 20 let nazaj. Ne? Nedolgo tega. Ne? So kar odprti. Se odpirajo ljudje, prepoznavajo, no, te ljudi in vejo.
A veste, jaz z njimi, kar sem v penziji, živim, ne, s temi ljudmi. Prvič s sinom, pa pol tudi s temi skupinami, ne, včasih grem gor in sem z njimi in tako naprej. Pa to so tako ljubeznivi, neverjetni ljudje, ne, to je, marsi kdo bi se lahko naučil od njih, nekdo, ki je v narekovajih normalen, ne. Kako pa je z njihovo samostojnostjo? Si potem sami kuhajo tam, naprimer v hiši? Ne, to pa ne. Pri čem še potem potrebujejo pomoč? No, pomagajo, ne, kolikor pač lahko pomagajo. Imamo eno ki zna narediti njoke, pa jih skuhati, pa to, ne. Dobro, pa kakšen drugi pa zna kaj drugega, ampak drugače niso kaj dosti. Radi pa pomagajo, ne. Ja, pri kuhanju, pri pospravljanju in tako naprej, ne. Zato je tudi ta trodnevno bivanje gor, da se naučijo tudi drugačnega življenja, kot so ga navajeni, ne. Da se naučijo tudi kaj drugega, razen tisto, kar jih naučijo tam v delavnici ali pa v šoli, ne. In da tudi pomagajo kaj staršem, ne. Ja, kaj posesati. Moj sin, on je vesel, da lahko kaj naredi, ne. Recimo pospravlja posodo v pomivalni stroj, pol posesa, ne, vse okoli se to posesa, sicer malo površno, ker nima tega občutka, ne, ampak pol mu rečeš, ja, pa kleše, pa kle, ne, pa naredi, ne, tako, mislim, rad kaj naredi. Posle pospravi v nulo, ne, na milimeter rivha z obeh strani. Ja, so pa natančni, ne. Ja. Imate mogoče tudi kakšno delovno skupino, naprimer, no, že kar nekaj let je zaprt Indekopr, ampak v tem smislu pogosto se potem torej ljudje s posebnimi potrebami, ki odkrijejo, da imajo kakšne izjemne ročne spretnosti, se potem odločijo, da naprimer skupaj štrikajo, heklajo, izdelajo mogoče kaj iz lesa, tudi pri vas to izdelujete? Ja, moj sin hodi v varstveni delovni center v Lucijo. Tam jih je 12-13 nekaj takega in imajo kar en prostor, imajo, kjer je improvizirana tale mizarska delavnica, ne. Zdaj, tako je, stroj bolj da ne dela, ker mimogrede si lahko kakšen prst uščipne, ne, in tako, ampak pomagajo pa recimo pri čiščenju parkov, ne, to pa kar precej. V Luciji hodijo tam okoli Eurospina in ne vem koliko teh trgovskih centrov pa počistijo, poberejo smeti, pometajo in tako naprej, ne. In dobijo seveda plačano, ne. In v Kopru tudi nekaj delajo, pa ne vem kje. V glavnem se ukvarjajo s temi največ s parki, no, parkovno dejavnost, da parke čistijo pa urejajo pa tole. Torej obstajajo prostori, kjer lahko preživijo cel dan tudi odrasli ljudje s posebnimi potrebami tukaj na obali? Ja, obstajajo. Ja, obstajajo pa ne obstajajo. To je recimo naše društvo, ne. Tam oni preživijo 3 dni, ne, pa drugače pa tudi, zdaj sva bila z mojo partnerko v Crikvenici 10 dni, pa je bil moj sin, je bil tam, ne, na Pirogi. V varstvu, ne. Ja, in to je ena taka pozitivna dejavnost, ne, ki jo imamo, da razbremeni starše, ne. Pa ni bilo problematično zamenjati okolje, v domačem okolju smo vendarle bolj normalni? Ne, pa grozno rad gre gor na Pirogo, pa ne samo on, vsi. Komaj čakajo, da grejo gor. Ja, Da imate vrsto čakalno. Ja, in kakšen nekdo odpove, ne,
takoj se prijavi nekdo drug, da bi šel gor, ne, na Firogo. Imamo tudi te zaposlene gor, ki so se prilagodili tej situaciji, v kateri so. Ne. Mogoče eni niso bili niti seznanjeni z njimi, ampak zdaj jih obožujejo. No. Jih imajo grozno radi. No. Se pravi, da so tudi tele delavci začutili, ne. So jih začutili in sprejeli, ne. To je to. Kako pa je sicer z vašim članstvom? Ali ostajate pri isti številki že od leta 90 ali se vam priključujejo tudi novi? Tako je, se priključujejo novi, onih 6, 7, 8 jih je umrlo od takrat, ne. Ker ti ljudje niso imeli dolge življenjske dobe, ne. Včasih so umirali po 30 letu, zdaj pa dočakajo Downov sindrom. Evo, moj sin ima 52 let, 30, 40 let nazaj ne bi to doživel, ne, to starost. Ampak zdaj imamo Downov sindrom tudi po 65 let stare, ne. In nekateri zbolijo hitro in nekateri tudi umrejo, kar bi rekel, da je zdrav, ne. Kar da je naenkrat dobiš novico, da je ta in ta umrl, ne. Pol je kar hudo. Ne. Ja. Pa je resnično medicina tako napredovala ali so samo ugotovili, kako preprečiti, da dobijo določene bolezni? Jaz mislim, mogoče je, ne medicina, ker medicina njih ne obravnava kot Downov sindrom, ker mislim, Downov sindrom je pač ta medicinski izraz, ampak oni niso, oni zbolijo kot vsak drugi, ne, ampak verjetno so prej podvrženi bolezni kot pa ostali ljudje, ne. Imajo verjetno ta imunski sistem, nimajo tako razvit in ne vem, v glavnem nekoč so umirali zelo mladi, ne. Redko kdo je doživel 40 let Downov sindromov, ne. Zdaj jih imaš pa čez 60, ne. To se je v nekaj letih spremenilo. Zakaj je to tako, jaz ne bi vedel, ne, ampak bi moral stroko vprašati, ampak ne pridem do takih ljudi, ki bi mi pojasnili, ne, če bi. Pa ste bili mogoče vseeno zaradi tega kaj bolj pazljivi v času pandemije koronavirusa? Ja, moram reči, da večina ima zdravila, ne. 3-4 tablete na dan. Jaz ne vem, kakšna zdravila proti pritisku ali pa kaj je s tem. Moj sin nima nobenih zdravil. Nič. Razen toliko, kakšen močen prehlad, gripo, potem ga dajemo ta, kako se reče, Lekadol. Lekadol, to je njegovo standardno zdravilo, ko se malo prehladi in tako, ne. Pa Floimucan, to je pa tisti proti kašlju, ne. Ja, in to je vse, kar nima nobenih zdravil. Aha, niste pa kaj posebej pazili? Je torej hiša na Pirogah vseeno delovala v času koronavirusa? Ja, je. Ampak pod pogoji, ne. Smo se strogo držali teh pogojev, razkužila in tako naprej, ne, to. Ja, cepljenje, ne. Ja. Da ni bilo nikomur nič hujšega? Ne, ja. Kakšni so pa kaj vaši plani za prihodnost? Boste še razširili svojo dejavnost mogoče? Kupili kak nov kombi? Ne. Zdaj omenili ste, da prav zdaj pravzaprav tudi toplotno črpalko delate. To bo kar precejšen zalogaj, to bo, ne vem, blizu 20 000 evrov, no. Večina imamo, denarja bomo probali še odkot kaj dobiti, če ne bomo probali vzeti kakšen kredit, ali kaj, recimo par tisoč evrov, ne, ampak
Drugač pa kakšnih večjih planov nimamo. Kombi bomo morali prej slej zamenjati, ker eden je 14 let star, ne? Ampak je zelo v redu, ne? Skozi je servisiran in nima niti toliko kilometrine. Tako da je še kar uporaben. Ta drugi je pa koliko, 5 let je, dobrih 5 let je, da je star, ne? Ampak prej vse bo treba noga, ne? Pa so to kombi, ki imajo tudi rampo? Imate koga v društvu, ki je na invalidskem vozičku? Ja, imamo rampo. Rampo, ja. Pa stopničke, ne? Električne, ki pridejo ven, da recimo grejo lažje v kombi, ne? Ker nekateri težko hodijo ali pa, ne vem, imajo noge, jih ne držijo, noge jih pač so hendikepirani tudi s te strani fizično, ne samo umsko. In imamo te električne stopnice, ne? Ko se odprejo vrata, kabine, stopnice pridejo ven, ne? In pogre gor, lepo potem. Ja, vse, kar se da, ne? Rampo imamo tudi, ne? Ja. Rekli ste, da imate tudi 7 zaposlenih. Kaj pa so oni pravzaprav po poklicih? So to zdravniki, medicinske sestre, defektologi, socialni delavci ali prostovoljci, ki... Imamo strokovno vodjo, ki je zdaj na porodniškem dopustu, ampak smo dobili zamenjavo. Imamo drugo strokovno vodjo, to so socialni delavci, ne? S fakulteto. Ker drugače tudi ne more biti strokovni vodja, ne. In zdaj nam pripada en strokovni vodja, ampak mogoče bomo zdaj pri novem razpisu, ki bo zdaj malo zunaj, na ministrstvu bomo probali dobiti še eno strokovno osebo, ne. Ta, ki je zdaj začasno, da bi ostala za stalno, ne. Tako da bi imeli 2 strokovni vodji, ki bi bila ena bolj pisarniško delo, te projekte sestavljala, druga bi bila pa na terenu, ne. Ja. To je bilo super, če bi nam uspelo, ne. Kaj pa je trenutno delo strokovne vodje? Ona pripravlja pripravlja razpise, poročila, ki so zajetna, ne. 73 strani poročilo za, recimo, dobro, dobimo od ministrstva nekaj preko 200 000, ampak vseeno. Vseeno je to prehudo. Ta birokracija je neverjetna, ne. Včasih smo se prijavili na ministrstvo na razpis na 3-4 straneh, ne. Zdaj je pa 50, 60. Ne, ja, ne, to je prehuda ta birokracija, ta nekaj, vse sami vidite, vse posod je, ne, to ni samo pri nas, ne. Ja, je pa tudi še več razpisov, tako da očitno pisanja nikoli ne zmanjka. Ja, nikoli, ja. No, mimogrede, prej, ko ste omenili, torej vi imate 2 sorojenca pri vašem sinu. Je tudi pri ostalih tako? Je pogosto, da na primer se zgodi, da bi imela 2 otroka mogoče Downov sindrom? Ne, za tak slučaj nisem slišal. So pa sicer redke družine, ki imajo tudi po 2-3 s posebnimi potrebami, ne. Ja, je bila ena družina gor iz blizu Kozine, kje nekje tam, ne vem, pa so se nekaj skregali z nami, pa čeprav njihovi 5 sinov, ne, vseh 5 malo s posebnimi potrebami. Sicer eni so znali pisati, eni ne, in tako, ampak pa fajn fantje, ne, samo starši so malo čudni, pa. Pa se v takih primerih potem dostikrat odločijo, naprimer zdaj se lahko starš ali sorojenec odloči, da bo kot pomoč, kot asistent pravzaprav tudi
zaposlen, tudi s polnim delovnim časom, zato da bi pomagal svojemu bratu. Je naprimer v vašem društvu to kdo izvaja ali imajo mogoče kakšne zunanje asistente? Včasih so bili, v začetku so bili tudi sorodniki, ampak zdaj meni nisem prav dobro seznanjen, ampak se mi zdi, da bližnji sorodniki ne morejo biti asistenti, ne? Ker je prihajalo do zlorab. Ne? Recimo je, ne vem, brat je bil deklariran kot asistent, pa je delal pa svoje delo, svoj poklic, mati je pa skrbela za svega, ne, sina, kar je bilo, ne, hčerka. Ja. In to so zlorabe, ne, to ne, ja. Pa ste mogoče kaj slišali v zadnjem času, so nekateri omenili, da so naprimer zaprosili tudi za več ur osebne asistence, pa so jih na koncu dobili manj. Je bilo mogoče tudi pri kateremu od vaših članov tako, da v zadnjem času ni dobil ali so mu zmanjšali število ur? Jaz ne vem, sem pa slišal to, ja, da so neki zmanjševali pa to. Nekaj se je govorilo, da bojo čisto reformirali ta sistem, ne? Ampak zaenkrat je še zmeraj tako, kot je bilo. Se vam zdi, da deluje tako, kot je? Ne vem, če so ljudje vsi zadovoljni, ne? To po moje deluje, ampak ne vem. Ni še dodela, ni še dorečeni, to bo treba še marsikaj spremeniti, ne. Ker jaz sicer podrobno ne vem, kako to poteka, kako to gre, ker mi ne rabimo asistenta, ker se moj sin dobro počuti, tako kot je doma, in če ni doma, je pa na pirogi ali pa je okoli z drugimi, to komaj čaka, da je nekam mrkne, bi rekel. Ja, ga težko zadržite doma? Kako? Ga težko zadržite doma? Ne, niti ne. Niti ne. Ampak, če mu rečemo, Jure, daj se obleči, ne, ker bo šel, ne, pride Irena ali pa Marko. V 2 minutah je oblečen, preoblečen. Ja. Je enako, če mu rečete, da je čas za zdravnika? Takrat pa ne. Takrat pa nekaj se zbrduje, ne, ampak vseeno. No, dajte za konec mogoče še povedati, v primeru, da bi kdo od naših gledalcev vas želel kontaktirati, še sprejemate mogoče nove člane tudi? Seveda, vedno so dobrodošli. Vedno se lahko včlanijo. Članarina je simbolična, 10 evrov na leto, že toliko let, ne, ker društvo ne živi od članarine, ne. To je simbolična članarina, pač da si ti član društva, ne, tako to je. In to plačuje samo starši, pa ne pa uporabniki, ne, oni nobene članarine. In tudi starši so, to je nekako kot družinska članarina, ne, cela družina je pol so člani, ne, to. In mi smo veseli vsakega, ko pride k nam in izrazi želje, da bi bil član in da bi bil član svojega sina, hčerko, da bi tam hodili na naše dejavnosti, ne, ampak ni vedno posluha, ne vem. Starši se nekako bojijo, kaj s tem, kaj je, ne vem. Sami najbolje vejo. Ja, ja. Tako, a v skupini vseeno pravite, da gre lažje? Ja, ja. No, tako. Lepo hvala, da ste si danes vzeli čas in prišli tudi do našega studia. Ja, meni je tudi veselje, no, da enkrat gremo malo bolj v javnost kot ponovadi, ker ponovadi nismo kaj preveč. Včasih smo bili več na radiju, pa tudi na televiziji, zdaj nekako
smo to dejavno. Jaz sem utrujen, jaz imam 82 let in ne morem, ne funkcioniram tako, kot sem včasih tudi, kaj se, leta so. Ne, in, Tudi to je čar časa, da je vsakič malo drugače. ja, prvič začel pozabljati. To je že handicap. Ne, nisem še dementen, ampak sem na poti izgleda. No, nam ste vse povedali odlično, tako da lepa hvala za udeležbo v oddaji. Hvala vam za povabilo. Ja. Vi, dragi gledalci, pa kot ste slišali, če tudi vas zanima, da bi se včlanili v društvo, kontaktirajte društvo Silva. Imajo tudi svojo spletno stran. Če ne pa, kot ste slišali, naučimo se kaj od ljudi s posebnimi potrebami. Med drugim biti tolerantni do drugega. Pa lep pozdrav.